Ko bi začel stvari pri koncu, bi dejal, da je pravzaprav vse zelo preprosto. Če si zdrav in lahko delaš in misliš, če se ti pri novi razdelitvi sveta prizanese z vojno in te v politiki ne zanima le strasti, če te ima kdo rad in tudi ti znaš imeti rad, potem manjka zelo malo, da se rodi hrepenenje. Če tega ni, lahko staneš brez. Moje zadnje planinske čevlje sem kupil pred več kot 20 leti. Imel sem strica, ki je takrat nenehno hodil v hribe. Včasih je s seboj vzel katerega od nas nečakov. In tiste zgodbe so bile res čisto drugačne kot življenje sredi ravnine pri nas. Drugače pa sem bil skozi v teniskah. Treniral sem gimnastiko, zelo resno. Najraje sem imel konje z ročaje. Bil sem v reprezentanci Slovenije, dobra druščina. Rad sem pel in plesal folkloro. Enkrat sem bil celo z njimi v Pragi. Skozi je bilo živo. Prvo v šolo, pa na trening, pa z vlakom domov, pa s prijatelji, pa zopet trening, pa vlak in pa uteži, pa vaje in spet vaje. Skozi sem bil na poti, kar nekam sem laufal. Po nesreči človek pomisli na marsikaj. Kar naenkrat se svet spusti za 1 meter in dobi kolesa. Še dobro, da imam močne roke in nove prijatelje. Zdravniki te zaflikajo, samo telesno. Dajo ti majhen penzion in stol na robu družbe, pa se znajdi med sebi enakimi. Sam se s tem nisem nikdar sprijaznil. Poročil sem se. S čudovito ženo sva dobila hčerko. Vedel sem, da moram migati. Predvsem z glavo, če ne zavedno ostaneš zadaj. Ljudje pa te gledajo in včasih pomilujejo. Podolina postavlja spomenike tistim, ki jih sploh več ne potrebujejo. Verjetno bolj zaradi lastne vesti. Tudi meni so zgradili nove noge. Z bergami se je še dalo malo hoditi, ampak me je tiščalo. Nikakor se nisem mogel navaditi. Še na WC nisem mogel sam. In to vse zato, da bom lep in bom izgledal cel drugim. Ne. Spustil sem se čisto na tla. Bom tam začel. Se sicer manj vidi, pač bolj gledaš. Poteze sem enostavno vrgel proč in pozabil. Potem pa je bilo lažje. Jaz sem bil zopet jaz in želel sem si hribov. Srečala sva se z Miranom, kar padel je z neba. Zdaj se mi zdi, da drugače sploh ni moglo biti. Pa sva kar probala, najprej malo, potem pa zares ne vzponi.
Včeraj smo hodili skoraj 6 ur, šele sredi noči smo prišli na kočo na Korošici. Nikako nisem mogel zaspati. Utrujen sem večkrat, strah pa me je bilo prvič. Danes pa sem se dobesedno prebudil pod steno. Še nikoli nisem splezal 200 metrov. Pa kaj, saj sem tukaj in plezam. Prvo po tem žlebu, kar fajn široki je. Gledam za vsaki malo širši oprimkov, da se bolj varno počutim. Saj gre v redu. Še ta trebuh, ki visi navzven, grozno. Kaj zdaj? Saj so kompleti v klini. Če res ne bo šlo, se bom pa prijel. Sem že primiren. Sedaj pa razpoka. Visi v levo, dolga je 5 metrov. Pa zelo strma. Miran je postavil mestni štant, tako da me skozi vidi. Vrv je napeta. Ja, gremo. Kleščil se bom v razpoku, tudi če visi navzven. Roke so notri. Saj jih ne čutim več, a dobro sedim. Tipam naprej, da je ne bi bilo tako kot malo niže, ko sem obvisel v zraku. Ti sam preštudiral. To ni treba nič na horuk, pa na hitro. Ampak skozi v elementu. Tako da ne visiš predolgo na eni roki. Kako čudno. Ta moja vreča za noge. Da ne prav dobro sedim. Sploh ne drsi. Slišim Mirana, zadnji 50 metrov. Saj do roba sploh ni več daleč. Tukaj bi lahko celo z vozičkom, samo še od tistega borovca. Oblaki so se odprli. Glejo, planjava, bistrica. Čisto blizu je. Za danes sem dovolj zmahan. Miran pa očitno ne. Še dobro, da imam čelado. Družina je moja sreča. Ne samo, ko se sprehajamo, tudi v hribih. Druge ponavadi v koči pričakajo žene, jaz pa sem sam. Po vzponu se zavlečem k peči in opazujem. Kar ne morem se učakati, da doma povem, kako je bilo, ko smo na iglo plezali ali pa na grozd gloknjali v lani. Enkrat moramo iti skupaj. Na ribolovu se kar umirim, včasih pozabim na čas, zvečer ob 9, 10, še kar sedim, luna sveti, glih toliko, da še vidim napeto nitko in s prsti čutim ribo, včasih. In voda mi izšumi vsak dan. In zopet sanjam. Potovanja, hribi, Škrlatica, Triglav, moja prva velika avantura. Naslednjo bo Bistrica, ampak po zimi. Saj nisem verjel, da se lahko naredi tako umidan. Ampak za nami je že 8 ur vzpona. Štartali smo ob 2 zjutraj iz Kočene jami. Bil je takšen mraz, da mi je zmrznil čaj v čutari, skoraj tudi nos. Sedaj pa je vroče za znoret. Fantje so se že slekli, jaz bom ostal kar tako. Zjutraj na trdem snegu so mi psi, ki sem jih prišil na usnjene hlače, super služili. Tudi cepini so dobro prijemali. Zdaj pa očkari naprej se sneg grozno vdira.
Še fantje imajo probleme in morajo hoditi kar brez derez. Tudi z rokami nikamor ne gre. Kar zgubim se v snegu. Nekaj drugega si bo treba izmisliti. Danes sem grozno utrujen. 15 korakov, pa počitek. Skopljem si poličko in takoj, ko si najde mesto, da se sprostim in nadiham, se že boljše počutim. Kar nosim v mislih. Na Glokner. 3 dnevi in vrh v sneženju. Zgubil sem očala, danes zopet. Še samo 10 korakov. Videti na Mont Blancu. Tale Mont Blanc je kar večji zalogaj, kot sem mislil. Toliko stvari je potrebno postoriti. S prijatelji smo skonstruirali tele štrige. Nekaj med derezami, cepinom in krpljami. Zimska ostrica me je marsikaj naučila. Sneg se kar naenkrat menja, pa led in skale. Predvsem pa moram ostati v dobri kondiciji. Zdaj točno vem, katere mišice so pri vzponu najbolj obremenjene. Pa še obljubil sem, da bom na vrh Mont Blanca naredil stojo. Ob vsem skupaj pa gradim še prizidek hiši, že kar dolgo. Ampak to premetavanje kamenja in zlaganje lesa in plezanje na streho in še kaj so dobile nov smisel. Ko zbiram denar in opremo in ko z ekipo nekako pripravljamo logistiko vsega, kar se bo zgodilo, so povsod prijazni, res. A se ne morem znebiti občutka, da v uspeh verjamem najbolj le sam. Nič čudnega, saj takšnega vzpona še ni upravil nihče. Sedaj sem tukaj, končno, polni 208 let za Balmajem in Pakarjem. V glavi pa mi je toliko stvari. Vozil sem celo noč, za mano je leto priprav. Sem vzel vse seboj, še vreme čudno kaže. Pa bo že kak. Vsi vedo, kaj morajo narediti. Tudi jaz in tudi tile tekači tukaj v Saint-Gervaisu. Oni sigurno mislijo, da sem prišel njih gledat. Saj so jih same noge, pa više gor jih bo jaz zeblo. Ne. Jaz sem tukaj zaradi sebe. Sebi in drugim hočem dokazati, da tudi jaz zmorem. Zdaj pa mi dajte še malo prostora za mojo dirko. Nekam čudno me gledajo tile tukaj. Še dobro, da sem navajen.
Me prav nič ne moti. Verjetno bolj njih. Kak jih zanima, kaj bom z rokavicami že tu doli. Ampak to so moji čevlji. Pa saj imamo vsi rukzake in gremo v hribe. Prvo s temle vlakom tukaj, čist je poln. Morda pa le dobim sedež, da bom gledal skozi okno. Essayez de faire tout le mieux pour mettre vos sacs dans l'herbe le plus rapidement possible, malgré le petit contretemps qu'il y a eu tout à l'heure à l'arrivée du train. Tu pri ledeniku pa se začne zares. Nepopisna gneča je. Lega številka 280 me pozdravlja. Se me spomni od spodaj. Za njih cilj, za naše štart. Prihajam, Mont Blanc. Čisto sem se umiril. Počutim se kot na kakšnem gozdnem obromku, kjer se daleč vidi. Bi se kar ustavil. Ko pa je pri zemlji toliko zanimivih stvari, čez katere drugi kar stopijo, zopet jih vidim. Gobe med macesni, pa gamsove stopinje, pa rožice med peskom, cvetovče regrat, pa mah na skalah, kar pohodi bi ga z rokami. Pravzaprav je pot zelo dobro speljana, polna bližnjic. Ene gredo čisto naravnost proti koči, vmes so skalni skoki, zato bomo mi kar ostali v smeri. Mi nam pravi, da bo tako bolje. Glej, to je pa ko na Triglav. Vsem gor je boljše brez rokavic. Kako je skala topla in zlizana. Na milijone čevljev je verjetno šlo tule čez. Gor in dol. Stopnice so tudi zame dovolj visoke. Prav vroče je postalo, kot v telovadnici. Prvi dan gre kar fajn, sam praha je grozen. Cela avtostrada na tam Mont Blanc. Ure pa se vrstijo v dneve. Korak za korakom tapkam in plezam. Više smo, hladneje postaja. Za nami je nevaren kular nad Tetrucom, pa neskončen vzpon po skalah do koče na Gotejo. In prvi sneg. Kako enostavno jim je, jaz pa moram kopati kot v tunelu. Pa saj tam je že bivak na Valoju. Helikopter nam je pripeljal svežo hrano in odpeljal dolg, ki smo ga napravili na koči. Kako so bili vsi prijazni. Pozabljene so strele in sneženje in slabo vreme, ki so nas držali 2 dni na mestu. Vremenska napoved drži na uro točno in pravijo, da bo jasno. Ajde, ne vidim. Še malo. Pa bo kar prsi mi toče. Gremo. Gledam v tla samo korak naprej. Prijatelji so tu že drugič v 14 dneh.
prvič v izvidnici in toliko smo se potem o Šamoniju pogovarjali, da se mi zdi, da svet kar poznam. Tako varen in močan se počutim med njimi. Vrvi sploh ne čutim. Zdi se mi, da plezam čisto sam. Neko noro energijo čutim. Kot da letim. Vrh, moj vrh. Samo za trenutek. Potem pa naš vrh. Za celo ekipo, za vse, ki se želijo sem gor. Za invalide, ki tega ne zmorejo. Pa za Sandro in Rene, ki me čakata spodaj. Hvala, fantje. Hvala, Mont Blanc. Za hrpenenje ne rabiš nog, sem gor so še ptice prišle brez. Kaj kondori tudi tako visoko letajo.